Glede tega, ali bom odstopil, mislim, da sem zelo jasno povedal, da imam čisto vest, da sem se maksimalno zavzemal, da bi pogodba bila čim boljša, zaščitena v korist države, v korist davkoplačevalcev. Zato je vrsto instrumentov, ki nam omogočijo, da prekinemo pogodbo, če na primer nasprotna stran ne bi realizirala določenih zadev, od protidobav do delovnih mest, do proizvodnje tukaj v Sloveniji, do deleža oklepnika, ki mora biti slovenske proizvodnje, to se pravi 30%, do tega, da je v pogodbi tudi ta protikorupcijska klavzula. Jaz mislim, da tukaj gre za to, da se pač želi pred volitvami odpreti to temo kot problematično. Sprašujem se pa, kaj potem, če bi morda finski preiskovalni organi ugotovili, da je zadevo vse v redu, kaj bodo porekli tisti, ki danes od mene zahtevajo odstop, oziroma tisti, ki pravijo, da sem oškodoval državni proračun, da sem sklenil netransparenten posel. Jaz sem prepričan, da v obrambnem sistemu še nikdar ni bil noben posel sklenjen tako transparenten in tudi pod tako budnim očesom tako parlamenta kot javnosti. Saj še preden je bil sklep o izbiri predstavljen javnosti, smo v bistvu morali ves čas pojasnjevati, na kakšen način tečejo ta pogajanja in kakšna je pogodba. Moram reči, da gre tudi za zavajanje strani predsednika preiskovalne komisije, gospoda Cvikla, ko govori, dajmo pokazati Slovencem vse podatke in potem bo vse jasno. Jaz moram reči, kar je v zvezi s to pogodbo, ponudbo, poslanci so imeli možnost videti ta doživljaj. In verjemite, če bi bilo karkoli narobe, bi že zdavnaj sprožili ustrezne postopke. Zato sem prepričan, da je ta pogodba transparentna in tudi pravno korektna, medtem ko to, da naj umaknemo to stopnjo internosti, je pa za poceni populizem. Ker vsak poslanec na svojo željo ima možnost vpogleda v vse te dokumente, res pa je, da mora podpisati posebno izjavo, da tisto, kar je videl tam, da pač ne bo izkoristil oziroma me sme seznaniti druge, ampak mora držati kot tajno. Jaz bi še nekaj pokomentiral v zvezi s predsednikom uprave Viator Vektor, videnega člana stranke LDS. On pravi, da so bili pri njemu na obisku nekateri ljudje, mu kazali neke vizitke. Jaz bi pa želel povedati, da ravno ta gospod je tudi bil pri meni na svojo željo, želel je sestanek z menoj in to potem, ko je bil sprejet sklep o izbiri, da je izbran Rotis, to se pravi Patria, in to v času, ko je sistemska tehnika končno pripravila za veliko zamudo prototip. Od mene je takrat na tistem sestanku želel, da prekličem sklep o izbiri in da začnem pogajanja z obema, glede na to, da oni imajo prototipno vozilo. Seveda, jaz tega nisem storil, ker bi kršil zakon o javnih naročilih, bi kršil sklep, ki se jim ga izdal. Res pa je bilo zanimivo, da mi je omenil, da bom imel zelo hude težave, da bom šel skozi kalvarijo in da bom težko zdržal mandat. In dejansko vse to, kar je povedal, se mi je tudi kasneje dogajalo, zanimivo pa je, da se mi dogaja še danes. Toliko glede teh aktualnih zadev. Zdaj, glede pokrajin, verjetno vas tudi to zanima, ker bo danes odbor za lokalno samoupravo in tudi glasovanje v zvezi z referendumom. Stališče stranke Desus in poslanske skupine je, da bo vsakdo glasoval po svoji vesti.